Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke na soočenju kandidatov za rektorja Univerze v Mariboru, ki smo ga za vas pripravili predstavniki dveh osrednjih mariborskih medijev, torej BKTV-ja in Večera. Zato vas in kandidate nocoj nagovarjava dva voditelja. Mitja, dobrodošel. Hvala, Špela. Dober večer vsem skupaj. Natanko 3 tedni nas še ločijo do volitev rektorja 9. v zgodovini Univerze v Mariboru. Tokrat se za ta položaj potegujejo Jernej Turk, Niko Samec, Žan-Jano Plotnik in Zdravko Kačič. Dober večer. Zdaj, preden začnemo z vprašanji, še nekaj zelo osnovnih pravil. Vsak kandidat ima za svoj odgovor na voljo približno minuto časa. Vas bomo opozorili, kdaj se bo ta iztekla in seveda prosiva, da se tega časa čim bolj držite. Naslednje pomembno obvestilo pa je, da vsak naslednji krog vprašanj začenja drugi oziroma naslednji kandidat. Zdaj, v praksi predlagam, da ta pravila preverimo z enim takšnim vprašanjem za prebijanje ledu. To je: če boste postali rektor Univerze v Mariboru, kaj bo prvi ukrep, ki ga boste uvedli? Torej, v tem primeru, gospod Turk, vi odpirate prvi krog. Ne bi govoril toliko o ukrepu, predvsem o tem, kaj nameravam. Nameravam, če bom postal rektor Univerze v Mariboru, sklicati sestanek s vsemi najpomembnejšimi deležniki na univerzi, s predstavniki vseh fakultet, sindikati, vsemi 3 sindikati na Univerzi v Mariboru in pa predstavniki študentov, da pač zakoličimo neko pot, ki bi jo sledili pod mojim mandatom in vodstvom Univerze v Mariboru. To je bila celo manj kot minuta. Gospod Samec, vi ste sedaj na vrsti. Prvi ukrep, kar kot en ukrep je težko definirati, kaj bi to bilo. Zagotovo se bo morala sestati ekipa, pogledati, kaj so tekoče obveznosti, kaj je tisto, kar je potrebno storiti pred novim študijskim letom, ki se bo začel že jeseni, tako da poleti, ko bo nov rektor imenovan, bo pravzaprav neko obdobje pripravljanja na nov začetek dela na Univerzi v Mariboru. Gospod Plotnik? Ja, ker se bliža poletje in vemo, da vsi nestrpno pričakujemo ta čas, da si lahko vdahnemo, bom predvsem zagotovil, da bo poletje mirno, da bo univerza stabilno stopila v jesenski čas in potem seveda šla novim zmagam naproti. In še gospod Kačič? Najprej na rektoratu pogovor z vsemi službami, ureditev razmer, da bo rektorat z novim študijskim letom začel maksimalno delati kot podporne službe fakultetam, potem pa sestanki s posameznimi dekani, da skupaj ugotovimo tiste prioritetne naloge, ki jih je treba izvesti. Ogreli smo se, zdaj pa bomo verjetno malo bolj konkretni. Letos je prvič v zgodovini Univerze v Mariboru volilno telo večje, volijo vsi, ki so del univerze. Še nikoli doslej vam ni bilo treba študentov nagovarjati tako intenzivno kot tokrat in če se prav njim posvetimo najbolj. Ti ocenjujejo profesorje oziroma predavatelje, anketa za lani pa zaradi računalniške napake ni bila upoštevana. In glede na to, da vsi poudarjate, kako pomemben člen univerze so prav študenti, nas zanima, ali si boste v vlogi rektorja prizadevali, da bo anketa ostala del ocenjevanja pedagoškega dela? Zagotovo. Pedagoška ocena oziroma anketa je zelo pomembna v strukturi ocenjevanja pedagoških delavcev in je treba dati ustrezno težo. In zato tudi razumem prizadevanja študentov, da se vsaka anketa, ki se opravi, tudi ustrezno upošteva. Žal, v zadnjem letu to ni bilo tako, prišlo je do določenih težav, zato je tudi senat sprejel odločitev, da za to leto teh študentskih anket naj ne bi upoštevali. Sem pa sam mnenja, to sem povedal tudi na študentskem svetu, da bi morebiti ob določenih analizah, glede na statistična odstopanja rezultatov te študentske ankete v primerjavi z preteklostjo, lahko te študentske ankete uporabili tudi za kakšen drug namen. Morebiti ne samo izključno za ocenjevanje pedagoških delavcev, ker je to področje najbolj občutljivo, ampak za kakšne druge namene, recimo, ko gre za reakreditacije študijskih programov, za samo evalvacije študijskih programov, bi pa morebiti bili rezultati te študentske ankete koristni. Hvala lepa, gospod Samec. Gospod Plotnik. Ja, že v mojem programu je eden izmed poudarkov Univerza smo ljudje. In seveda posebej poudarek je na študentih. In v mojem programu tudi zapisano, naj se študenti izrazijo. To je tudi njihov slogan. In menim, da preko anket se lahko izrazijo, pa še na več drugih načinov. Anketa je pomemben del naših uporabnikov, kajti študentje so naši uporabniki in menim, da jim moramo dati ta prostor.
Seveda, neljubi dogodki so se in se bodo dogajali, zato je prav, da k vsakemu takemu dogodku pristopimo zelo resno in da ne pokrivamo takšne dogodke zgolj z formalnega vidika, ampak da pustimo ta prostor, da dejansko anketa zaživi in doseže tisti cilj, zaradi katerega je bila sploh narejena. Super, hvala lepa, gospod Kačič. Ja, meni žal, da se je za anketo letos zgodilo to, kar se je. Jaz sem prepričan, da je šlo za relativno majhno napako in da bi anketa bila uporabna v namenih predvsem reakreditacije, čeprav ima seveda tudi raven nekega osebnega izražanja zadovoljstva z delom posameznika na tem nivoju. Sprejmem tezo, da morda ni bilo primerno. Sam sem pridobil anketo za letošnje leto, oziroma lansko leto, ker se mi zdi to zelo pomembno. Se bom pa potrudil, če bom izvoljen, da bom naredil vse, da se to več ne bo ponovilo. Hvala lepa. Gospod Turk. Vsekakor so študentje integralni del naše univerze, pravzaprav tisti ključni del, zaradi katere univerza sploh je univerza, da ni inštitut. In njihovo mnenje seveda je tudi dragoceno, neprecenljivo. Kar se je zgodilo s to anketo, je zadeva, ki se ne bi smela več ponoviti. Če bom rektor, se bom prizadeval, da se bo te zadeve resnično reševale tudi v drugačnem duhu. Je pa res, da je senat univerze dvakrat o tem sprejemal odločitve in v obeh primerih odločil, kot je. Tu bi jaz vseeno na nek način skušal vzpostaviti bodoče, če bo prihajalo do takih primerov, kulturo dialoga, tudi študenti, da se dogovorimo kaj in kako, ker jaz sem prepričan, da Univerza v Mariboru si več takega lapsusa in pa težavice pod narekovaji, težavice, ker je kar velika težava, ne sme več privoščiti, če želimo biti res kvalitetna univerza. Hvala lepa. Tudi naslednje vprašanje je pravzaprav vezano na študente in sicer kako nameravate zajeziti ta trend padanja števila študentov na Mariborski univerzi. Torej vemo, da je število s približno 27 padlo na 13.500 študentov. Za univerzo verjetno ni dovolj, da tam na vratih na tistem plakatu piše, da je najboljša v letu 2017, ampak je verjetno pomembno, da ima dovolj študentov, ne samo dovolj titul, kot so na plakatih, pa verjetno seveda tudi, da so študentje dobri, ne? Ampak število študentov konkretno, kako ga ta trend zajeziti ali pa število celo povečati. Ta krog začenjate vi, gospod Oplotnik. Ja, govorite predvsem o številu domačih študentov. Pomeni tisti, ki se na univerzo vpišejo po rednem postopku, so redni študentje in seveda prihajajo predvsem iz našega okolja. Jaz mislim, da je potrebno predvsem jim ponuditi dobre programe. Če so programi dobri, če so profesori odlični, če znajo pritegnati, če se znajo profesori tudi promovirati, potem mislim, da bodo tudi študentje prišli. Ampak to pomeni, da v tem trenutku potem takem niso, če število pada. Del tega je sigurno posledica demografije, ker tudi Ljubljanski univerzi, če jih malo zašpecam po domače, je ravno tako število študentov upadlo skoraj na polovico. Tako da jaz mislim, da del tega je demografija, seveda pa morate nekaj vedeti. Tudi centralizacija Slovenije je problem. Ljubljana srka že zadnjih 15 let iz okolja in mi moramo ta trend obrniti predvsem s tem, da smo še boljši. Že zdaj smo dobri, ampak bodimo še boljši. To je bila minuta, gospod Kačič. Ja, vsekakor univerza deluje v okolju, ki ima določene potrebe po visoko izobraženih kadrih. Vprašanje se postavlja, koliko je tisto pravšnje število študentov. Ugotavljamo, da v slovenskem prostoru je študentov preveč, torej ni nujno, da je to število premalo. Sam sem prepričan, da zagotovo ni optimalno, da bi verjetno bilo potrebno to število povečati. Kako? Zagotovo je prva stvar ugled. Torej, univerza mora imeti svoj ugled kot nek svetilnik v družbi, ki kaže na to, kako je potrebno v družbi delovati in s tem ob kvalitetnih programih seveda sem prepričan, da se bodo študenti s ponosom vpisovali na univerzo in tudi s ponosom povedali, da so diplomanti te univerze. Če je ugled faktor za dvig števila, kako ga torej izboljšati, da se zajezi ta trend, da ne pada več število? Tako zagotovo delati na tem, da bo univerza v Mariboru spoštovana, da ne bo pravzaprav takšnih negativnih informacij, kot so žal v preteklosti bili, kajti to zagotovo meče slabo luč in potem tudi veliko pomislekov posameznim, predvsem staršem, da bi svoje otroke vpisovali na takšne univerze. Hvala za enkrat, gospod Turk. Eden izmed mojih 5 glavnih ciljev programa je tudi zaustaviti trend
zniževanje števila študentov, ki je v zadnjih letih zavzelo dramatične razsežnosti. Tu ponujam rešitev v smislu dviganja kvalitete, ker samo na zelo dobro, odlično univerzo se bodo študenti vpisovali. Pa ne samo domači študenti. Jaz vidim tukaj priložnost tudi v tem, ker zaradi demografskih razlogov, padca natalitete, večanje števila privatnih zavodov, ki na nek način Sloveniji vseeno imajo nek imidž, da so tisti, ki so nujno prisotni v tem prostoru, jaz proti njim nimam nič, ampak Univerza v Mariboru mora biti tako kakovostna in kvalitetna, da se bodo študenti vpisovali na nas, to je dobri študenti. Hkrati s tem pa ponujam tudi seveda možnost, da nadaljna internacionalizacija naše univerze privede do tega, da bomo začeli vpisovati tudi na rednem sporednem študiju v tujem jeziku tuje študente, ki bodo plačali ta študij. In samo na dobro univerzo se bodo ti tuji študenti tudi vpisovali, na slabo se ne bojo. Podobno kot je pred vami gospod Oplotnik dejal, poudarjate torej kvaliteto, torej sedaj ni dovolj kvalitete, da je število padalo? Ni nobenega razloga, da naša univerza ne bi še kvalitetnejša. Naša univerza je zelo kvalitetna. Vsi zadnji kazalci kaže na to, tudi zadnja lestvica Times Higher Education kaže na to, da smo mi med novo Evropo, kot se imenuje, med 10 najboljših univerz, kar je za nas glede na to, kakšen input dobimo, izreden uspeh. Ampak bodimo še boljši. Gospod Samec? Tukaj pri tem padanju števila študentov bi veljalo omeniti, da je izrazito padlo število izrednih študentov, bistveno bolj kot pa rednih. In tisto, kar je zame še bolj pomembno kot to, je, da Univerza v Mariboru, glede na dobro raziskovalno uspešnost, pridobi kvalitetne študente. In to seveda v dobre študijske in kvalitetne programe, ki imajo podlago v raziskovalnem delu. Kajti mi smo raziskovalna univerza in študijski programi Univerze v Mariboru so razviti na osnovi raziskovalne dejavnosti in so kvalitetni in želimo si, da na ta način privabimo čim večje število dobrih študentov. So pa seveda tudi druge možnosti, kako povečati število študentov. To je tudi z internacionalizacijo. Mi že beležimo večje število vpisanih študentov tudi iz drugih držav, iz soseščine, tako da na kar precej študijskih programov recimo že... Samo trenutek. Gospod Oplotnik ima repliko. Pravzaprav bi želel dodati, da ni čisto res, da število študentov na vseh fakultetah upada. Imamo programe, ki so prepolni in tja se upisuje zelo dobri študenti, naprimer medicina, fakulteta za zdravstvene vede in še bi lahko naštevali. Tudi tehnika. Že na fakulteti za strojništvo in fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko že imamo omejitev vpisane na nekatere študijske programe. Dobro, to je zaenkrat to za ta krog. Naslednji tematski sklop je povezovanje univerze z gospodarstvom. Dejstvo je, da se univerza mora povezovati. V preteklosti je bila aktivno vključena v vodenje projektov, ki so se oblikovali razvoj gospodarstva v regiji. Kako po vaši oceni univerza danes še sledi razvoju gospodarstva, kako odgovarja na njegove potrebe ali razvoj gospodarstva morebiti celo narekuje? Gospod Kačič. Tisto, kar je pomembno, je, da ima univerza razvite sistemske rešitve in sistemske mehanizme, kako pravzaprav to svoje poslanstvo izvaja. V zadnjih 3 letih sicer res je univerza sprejela precej oziroma podpisala precej sporazumov, ampak žal ugotavljamo, da so zmanjkale pa vsebine. Zato sem tudi sam kot ena od prioritet svojega programa dal definiranje sistemskih rešitev za to, da bomo ustrezno uspeli z vsebinami, ki so za gospodarstvo pomembna, zagotoviti prenos teh vsebin v industrijo, še posebej preko kohezijske politike in še posebej izkoristili prednost, ki ga ima Univerza v Mariboru, da ni samo Univerza v Mariboru locirana, ampak tudi v drugih krajih, kjer lahko potem koristno, sinergično dopolnjujemo svoje medsebojne interese. Torej, ključno je, da razvijemo ustrezne sistemske mehanizme, ki so že 3 leta nazaj bili nastavljeni, pa žal potem ne razvijati naprej. Hvala lepa. Gospod Turk. Saj Univerza v Mariboru je nastala pravzaprav iz potreb gospodarstva in to premiso tudi sedaj sledimo. Jaz sem prepričan, da brez Univerze v Mariboru tudi gospodarstvo v tej regiji ne bo šlo po poti, katero bi morali iti. Jaz vidim Univerzo v Mariboru kot nosilec ne samo duhovnega razvoja, ampak tudi steber gospodarskega razvoja. Mogoče ima težavica v tem, ker očitno Univerza v Mariboru daje, saj če se omenim, da na tehnične kadre, ki so mogoče za gospodarstvo, za podjetja celo malce preveč izobraženi.
Tu jaz vidim tudi priložnost gospodarstva, da nekako skupaj z roko v roki z univerzo te zadeve na nek način skušamo v dobro te regije reševati. Je pa res, da univerza v Mariboru ni samo univerza v Mariboru, ampak je torej v Mariboru prisotna, ampak ima to širšo slovensko dimenzijo. Nekaj časa se celo govorilo o vseslovenski univerzi namesto univerze v Mariboru, ker smo tako v Posavju, v Ljubljani, na Gorenjskem in to komparativno prednost moramo izkoristiti tudi in predvsem v smislu tega, da se povezujemo s gospodarstvom v teh območjih, v teh regijah in univerza v Mariboru na ta način v bistvu ima primat, neko komparativno prednost in primat, ki jo druge univerze v Sloveniji nimajo. Hvala lepa. Gospod Samec. Sodelovanja z gospodarstvom je bilo v preteklosti že kar precej, odvisno od fakultete do fakultete. Tehniške fakultete naprimer nekoliko bolj sodelujejo z gospodarstvom kot ostale, druge z nekaterimi drugimi institucijami. Je pa to v preteklosti bilo bolj ali manj v domeni posameznih fakultet. To bo zagotovo veljalo organizirati na višji ravni z nekim ustreznim modelom podpornega okolja. Je pa tisto, kar je potrebno poudariti, na nivoju države že nekako vzpostavljeno v okviru strategije pametne specializacije. Sledijo razpisi na področju razvoja in pa raziskovalnih spodbud podjetjem, kjer pravzaprav vedno želijo v konzorciju imeti raziskovalne inštitucije, kot je univerza, tako da Univerza v Mariboru preko svojih članic že sodeluje v različnih teh tako imenovanih strateških, razvojnih, inovacijskih partnerstvih, SRIP-ih, in se povezuje v konzorcije z gospodarstvom, tako da na ta način gojimo intenzivno sodelovanje z gospodarstvom. Od njih dobimo tudi informacije, katera so tista strokovna razvojna področja, ki so zanimiva za gospodarstvo, tako da to na nek način upoštevamo tudi pri razvoju študijskih programov, kar je ključnega pomena. Hvala lepa. Gospod Oplotnik. Ja, sej ni kaj dodati. Različne fakultete različno sodelujejo z gospodarstvom, nekatere bolje, nekatere slabše. Tisto, kar sem do sedaj pogrešal, je predvsem to, da bi tudi povezovali discipline med seboj. Kajti, veste, podjetje včasih potrebuje celovite rešitve. Pomeni ekonomsko, pravno, tehnično znanje, tako naprej. Tako da jaz mislim, da tu še imamo dovolj prostora. Ne bi zavrgel tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Namreč lokalne skupnosti so zelo hvaležen partner. Pa še nekaj, ko pridejo velike naložbe v našo regijo, jih je treba izkoristiti. Trenutno imamo Magno, imamo letališče in mislim, da tu je treba narediti korak naprej, da se tudi univerza takoj ponudi kot kredibilen partner za sodelovanje. V tem trenutku sem želela vas potegniti za jezik, pa sem pustila, da poveste do konca. Magna je že v Mariboru, torej gremo še bolj konkretno na področje gospodarstva. Zdaj smo slišali strategije, dokumenti, pa povezovanje v preteklosti. Zanima nas, kaj boste vi naredili, torej zanima nas prihodnost, ne toliko preteklost, povezovanje z gospodarstvom. Magna je tukaj. Mariborsko letališče naj bi se oživljalo, verjamemo, da bosta to dva gospodarska stebra ali pa stebra razvoja gospodarstva v Mariboru konkretno, ali ima kdo od vas pripravljene predloge, projekte, kako se povezati z Magno, kako se povezati z razvojem mariborskega letališča. Ta krog mislim, da odpira gospod Turk. Tu seveda je vloga univerze lahko zelo, zelo velika in pomembna. Jaz mislim, da tu ne samo tehnične fakultete, tudi druge fakultete bi verjetno morale stremeti k temu, da se povezujejo ne samo z Magno in z letališčem, ampak tudi z ostalimi velikimi akterji, ki niso samo iz severovzhodne Slovenije, ampak tudi kje druge v Sloveniji in tudi tujini. Univerza v Mariboru seveda je tista, ki bi to morala podpirati. Vodstvo univerze je tisto, ki na nek način je zapriseženo temu, da prispeva k temu, da so študentje, ambasadori, glasniki zaposleni v dobrih podjetjih. Magna seveda je dobro podjetje. Začela je seveda z lakirnico, ampak mi vidimo tudi kasnejše, potem, ko se bo začela digitalizacija. Mi smo le v obdobju industrije 4, torej tega razvoja, digitalizacije, in tukaj Univerza v Mariboru seveda bo imela ključno vlogo lahko v razvoju Maribora in Štajerske kot take. In Magna je samo ena izmed tistih gospodarskih entitet, ki je zdaj v bistvu na nek način najbolj izpostavljena, ker je pač prihaja v Slovenijo, in tukaj seveda si mi želimo, da bi sodelovali potem tudi pri kasnejših... S čim konkretno, minuta je potekla, ampak s čim konkretno, kaj je vaš predlog, kako naj sodeluje univerza? Univerza v Mariboru lahko ima preko teh podjetij seveda na nek način vodstvo univerze ima neposreden kontakt. Tukaj vidim kot vlogo rektorja, kot tistega, ki bo svojo vodstveno ekipo poskrbel za to, da bo prepričal delodajalce, da so naši diplomanti takšnega kova,
da bodo zelo uspešni delavci njihovega podjetja in da bodo prispevali k dodani vrednosti tega podjetja. In tukaj seveda svojo kakovostjo lahko prepričamo delavce. Hvala. Gospod Samec? Sodelovanje v neposrednih projektih pri razvoju novih produktov z višjo dodano vrednostjo, to so konkretni projekti v neposredni povezavi z različnimi fakultetami Univerze v Mariboru, na drugem mestu so potem povezave konzorcije v okviru teh strateških inovacijskih partnerstev, skupno nastopanje na mednarodne razpise za pridobivanje dodatnih sredstev na tehnološki lestvici 3, 6, 6 do 9 in kot tretja možnost ustanavljanje skupnih razvojno-raziskovalnih centrov. Take pobude so že, recimo predvsem z metalurško industrijo, z aluminijsko industrijo in tako dalje. Tako da tukaj, ko gre za ta prehod iz univerze do gospodarstva, je veliko vmesnih členov, tudi možnost ustanovitve odcepljenih podjetij, kjer se ponuja lepa priložnost zaposlitev mladih diplomantov, mladih raziskovalcev, tako da teh možnosti konkretnih sodelovanja z gospodarstvom je precej. In to imate v programu? Tako je. Gospod Oplotnik, vi ste omenjali lokalno okolje? Ja, sam se že več kot 20 leti ukvarjam z lokalnimi skupnostmi. Jaz mislim, da je predvsem pomemben tudi osebni kontakt. Namreč to, da te ljudje poznajo kot zaupanja vrednega partnerja, in mislim, da to je tisto, kar mora rektor tudi nuditi. To je ta osebni kontakt, da odpre vrata tudi ostalim, ki seveda po članicah želijo sodelovati, ne. Omenil bi pa tudi alumni. Poglejte, jaz osebno sem bil mentor več kot 250 diplomantov in verjemite mi, kadarkoli grem, ker sem ekonomist pa finančnik v banko, zavarovalnico, vedno naletim na kakšnega svojega diplomanta, ki se vzpenja po karierni lestvici. Jaz mislim, da tu leži tudi... Dobro, banka ni stvar Magne ali pa letališča, ne? Če govorimo Magna, pa letališče je drugo. Tam sem pa recimo bil tudi, ravno kar smo končali na univerzi, študijo o učinkih Magne na lokalno gospodarstvo in pa o podelitvi koncesije letališča. In tam sem soavtor in verjamite mi, tudi to dobro poznam in imam ideje, kako tudi to potem, če bom malo finančniško se izrazil, monetizirati. Dobro, hvala, gospod Kačič. Ja, torej, ta trenutek, ko imamo gospodarsko konjunkturo, so pravzaprav vse tehnične fakultete za te, vem, polno raziskovalno zasedene s projekti za industrijo. Torej, to poteka že zelo intenzivno, zdaj že 3. leto. Tisto, kar manjka, je pravzaprav nek skupen nastop, neka sistemska rešitev na nivoju univerze, ki bi organizirala ustrezno infrastrukturo, s katero bi lahko učinkovito podprla ne samo sodelovanje z domačim gospodarstvom, ampak preko tega in preko ravno teh velikih sistemov, kot so Magna, tudi z tujino. In prav tu je potem vloga rektorja, ki predstavlja univerzo, ki navezuje te stike, ki se gre pogovarjati o strateških partnerstvih z tovrstnimi podjetji, seveda pa mora imeti za seboj ustrezno vsebino, s katero mora ponuditi zanimive teme in prav tu mislim, da nam ta trenutek to manjka in to tisti korak, ki ga moramo najprej narediti, da bomo potem na tem področju uspešni. In to imate v programu? Tako. Toliko zaenkrat o povezovanju z gospodarstvom. V naslednjem delu oddaje, takoj po oglasih pa, kakšne so morebitne pasti povezovanja z gospodarstvom. Ostanite z nami. Tako, oglasi so za nami. O povezovanju univerze z gospodarstvom smo govorili. Še ena plast povezovanja univerze z gospodarstvom pa prinaša tudi priložnosti za pasti. Ni moralno, etično, higiensko, če se produkti znanja univerze oziroma fakultet prodajajo podjetjem z lastniško strukturo, v kateri so zaposleni na univerzi. S kakšnimi varovalkami torej preprečiti, da javni denar ne odteka k lastnikom podjetij, ki so zaposleni na univerzi? Ob tem pa zagotoviti hkrati to prehajanje produktov znanja v bistvu z univerze do gospodarstva. Ja, mi zagotovo na univerzi imamo mehanizme varovanja intelektualne lastnine in to se upošteva tudi v vseh pogodbah, ko se pripravljajo za konkretne projekte, tako da se razmeji intelektualna lastnina, kdo je nosilec te lastnine, ali podjetje ali univerza, tako da tukaj ne vidim nekih velikih težav. Vidim pa težavo nekje drugje. To je takrat, ko so številni razpisi za raziskovalne projekte v sodelovanju z gospodarstvom na voljo, se vedno pričakuje tudi sofinanciranje za strani univerze, za kar pa univerza nima ustreznih sredstev. Tako da tukaj to je za mene ena velika past, ki pravzaprav predstavlja neko oviro
pri bolj intenzivnem sodelovanju z gospodarstvom v prihodnje. Tako da na ta način bo univerza zagotovo izgubila delež sredstev, ki bi jih lahko pridobila, in tukaj bo potrebno iskati v sodelovanju tudi z ostalimi predstavniki visokošolskih inštitucij in pa raziskovalnih inštitutov neko sistemsko rešitev, s katero bomo potem skupaj nastopili proti ministrstvu, da se razpisni pogoji spremenijo, tako da kadarkoli nastopajo v razpisih raziskovalne oziroma izobraževalne inštitucije, kot je univerza, da ni več potrebe po sofinanciranju nabave opreme, recimo skupne za gospodarske projekte ali pa recimo za razvojne projekte. Kaj pa recimo prednost dostopa do informacij, ne vem, v takem primeru, ko recimo zaposleni na univerzi potem sodelujejo preko svojih subjektov, v bistvu in se prijavljajo na take projekte, a tu ni, to se vam recimo ne zdi sporno? Ne vem, kaj konkretno imate v mislih. Možnost dostopa. Zdaj, čisto konkretno, ko so razpisi, v bistvu vendarle nekdo, ki je pri koritu, ima neko prednost domačega terena, če se tako izrazim, dostopa do informacije, verjetno lažje uspe. Ne? Razpisi so na nivoju države, na nivoju Evropske unije, ko gre za mednarodne razpise in so odprte možnosti enake za vse, ki se prijavljajo, bodisi v obliki konzorcijev, bodisi kot posamezne inštitucije. Tisto, kar je tukaj lahko prednost, je, da na primer imajo ta strateška inovacijska središča neko usmerjevalno vlogo, da lahko tudi vplivajo na oblikovanje razpisov. To je tisto, kar je lahko prednostno. Hvala lepa. Gospod Oplotnik, vas se nekako najpogosteje povezuje v bistvu v povezavi z vašimi subjekti in sodelovanju z univerzo. Kako vi vidite to problematiko? Ja, sam sem, bom rekel, precej liberalno usmerjen. Jaz mislim, da ni prav, da se množijo zakoni in omejitve za ljudi, ker s tem bodo dobri prej ko slej pobegnili drugam. Mi moramo krepiti predvsem pripadnost univerzi in pa dati vsem možnost, da vedo točno, kakšna je njihova vloga pri projektih. Jaz mislim, da tu smo zadnja leta ali pa celo zadnje desetletje marsikaj zamudili. Eno je, ker smo v sistemu plač javnih uslužbencev in mislim, da tu univerza marsikdaj tudi izgublja, ker ravno na raziskovalnem področju ljudi ne moreš nagraditi. In jaz mislim, da je treba tu se truditi za to, da jasno povemo, kaj je kdo prispeval na univerzo in kaj od tega lahko pričakuje. Kajti misliti, da bodo odlični strokovnjaki delali brezplačno ali za nizko ceno, je utopija. In če kdo to pričakuje, potem se lahko samo utopimo v mlaki še naslednjih 20 let. Tako da jaz sem tu precej liberalno usmerjen. To pomeni, da je treba z ljudmi skomunicirati, kaj lahko pričakujejo od tega, če brand univerze ponesejo v gospodarstvo in od tam dobijo tudi ustrezne pogodbe, ki prinesejo prihodek univerzi. Hvala lepa. Gospod Kačič. Ja, načel ste dosti širok problem in upam, da bomo še v drugih vidikih tovrstnih problemov danes pregovorili, ampak mislim, da je nesprejemljivo, kadar pride do tega, da se ime univerze v Mariboru uporabi kot obvod za nekako lastne poslovne aktivnosti. Zelo jasno je, kakšni so modeli prenosa znanja v okolje na tujih univerzah in tudi na univerzi v Mariboru imamo že nekaj teh mehanizmov vzpostavljenih. Tako preko patentnih zahtevkov, patentnih pravic, tako preko odcepljenih podjetij in samo primer naj povem, Tehniška univerza v Gradcu se v svojih letnih poročilih pohvali s tem, da je ustanovila 147 odcepljenih podjetij, ki trenutno zaposlujejo več kot 20.000 ljudi in to mislim, da je tisti potencial, ki ga univerza ima in seveda, ki ga lahko izkoristi, kar pomeni, da univerza svoje znanje, ki ga ima in seveda preko zaposlenih, ki preko tega tudi imajo potem svojo korist, to na nek sistemski in pregleden način upošteva. Sam nimam nič proti temu, da smo in ostanemo v sistemu plač javnih uslužbencev, sem pa zato, da to nadgradimo tako, da tisti, ki je dober, ki ima potencial, ki ga zna pravzaprav tudi ustrezno daje družbi, od tega tudi finančno nekaj ima. Gospod Kačič, ko ste dejali, da se vam zdi nedopustno določeni načini prehajanja, na kaj ste s tem ciljali? Na podjetja, na zavode ali pravzaprav ste s tem dali repliko gospodu Oplotniku? No, tu sem mislil predvsem na to,
da nekdo kot zaposlen visokošolski delavec ima svoje podjetje in se predstavlja kot zaposleni na univerzi, zato da pridobi projekt, ki ga potem v tem svojem podjetju izpelje. To mislim, da ni dopustno. Ne bom rekel, da se je to dogajalo v preteklosti v velikim številu primerov, so pa takšni primeri bili in mislim, da to ni sprejemljivo. Torej ne želite imensko operirati? Ne, ne. Če ni replik, prehajamo v naslednji tematski sklop, ki je avtonomija na univerzi. Seveda vemo, da je Univerza v Mariboru avtonomna, ampak zanima nas vaše zelo jasno stališče, kako si razlagate to avtonomijo. Ali avtonomijo v smislu raziskovalne dejavnosti, ali avtonomijo v smislu, da bi morala biti univerza pravzaprav politično nedotakljiva, kar vemo, da v tem trenutku ni, vsaj ne popolnoma, ali celo se vam zdi dopustno, da je avtonomija kadarkoli uporabljena kot izgovor v smislu izogibanja se zakonodaji. Vemo, da je ta primer se zgodil pri prejšnjem vodstvu, torej konkretno pri podaljševanju mandata gospoda Igorja Tičarja, prejšnjega rektorja. Ta krog, če se ne motim, začenjate vi, gospod Oplotnik. Ja, poglejte, avtonomija univerze, tudi v ustavi zapisana, vse posod po svetu spoštovana, ampak seveda lahko tudi zlorabljena. Jaz sem za to, da je avtonomija predvsem v tem smislu, da univerza prvič, da ni vplivana s strani interesnih skupin. To pomeni, da lahko... Politika? Recimo, politika pa tudi druge interesne skupine, ki imajo svoj interes, da po svoje krojijo mogoče tudi programske vsebine. A veste, mi smo bili v nekem drugem času močno pod tem vplivom in jaz si ne bi želel, da bi avtonomija podlegla temu. Kar se pa tiče konkretne zadeve, ki ste jo omenili, poglejte, tudi tu bi si upal reči, da so stvari lahko črne ali pa bele, in je treba pogledati celovito. Ker, poglejte, profesor Tičar je le bil izvoljen na volitvah, kot jih imamo danes. Mi smo mu dali mandat. Ali je zdaj prav, da je moral mandat predčasno zaključiti, zato ker je pač na javni univerzi in v sistemu javne službe? Ne vem. Menim pa, da je prav, da se... Ampak to pomeni, da pravite, da je dopustno avtonomijo v tem primeru bilo uporabiti kot vzvod, da ne rečem celo izgovor za nadzakonsko veljavo. Poglejte, jaz mislim, da s temi pojmi, kot so avtonomija, morala, etika, se preveč opleta. Poglejmo zelo praktično. Nekomu daš na volitvah mandat, tako kot ga bomo morda dobili mi. Eden izmed nas gotovo. Jaz mislim, da vsak, ki bo vrgel v skrinjico glas za nekoga od nas, bo pričakoval, da se mu ta mandat mirno izteče. In to je tisto, o čemer bi se morali največ pogovarjati. Dobro, to je bila zdaj vaša minuta, gospod Kačič. Ja. Z avtonomijo imamo univerze v zadnjih kar nekaj letih precej težav. Večinoma je šlo tukaj zato, da se je vsaj v družbi izoblikovala slika, da je to izgovor za to, da se lahko uveljavljajo neki ozki interesi, kot je velikokrat bilo tudi nekih takšnih ali drugačnih univerzitetnih elit. Jaz mislim, da je avtonomija zelo jasna. Na eni strani je to zapisana pravica univerze, da samostojno odloča o načinu izvajanja svojega poslanstva, torej izvajanja raziskovalnega in izobraževalne dejavnosti, in to je tudi vse. Vse ostalo je stvar drugih zakonodaj, kot delovnopravne zakonodaje, in tukaj ni možnost za to zlorabiti institut avtonomije. Samo trenutek, gospod Oplotnik. Rad bi dodal samo to. Poglejte, jaz se zelo dolgo ukvarjam že z avtonomijo na različnih nivojih in vidim, da če nekdo ni ekonomsko in finančno avtonomen, potem praktično avtonomije nima. Poglejte si vse tudi regije, države, lokalne samouprave, ki nimajo finančne avtonomnosti, preko slej podležejo različnim pritiskom, ker so pač ekonomsko odvisni. To je enostavna računica. Gospod Kačič, izvolite. Ja, prav zato je en ključni element mojega programa ta, da se na področju zakonske ureditve dosežejo pomembni kvalitativni premiki, kajti mislim, da je takšna zakonska ureditev, kot imamo zdaj, povsem neustrezna in tudi nekompatibilna z ključnimi elementi ureditve delovanja univerz v tujini. In seveda je eno z drugim povezano, ampak tisto, kar je pomembno, je, da se univerza zaveda, da je njeno ključno poslanstvo izpolnjevanje ciljev nacionalnega programa visokega šolstva in da to tudi zahteva od vlade in ministrstva, da vsak opravi svoj del. Ker smo vas prekinili z repliko, bi slučajno želeli dodati, kar se tiče politike, pa kar se tiče zakonodaje, torej v smislu, je to del avtonomije ali ni?
Vaše mnenje? Kot rečeno, kar zadeva avtonomijo univerze, je ta jasno določena v ustavi z dikcijo, da je univerza avtonomna. Jaz mislim, da je to predvsem odgovornost. Kar zadeva politike, zagotovo. Politika nima kaj iskati na univerzi, ampak zato morajo poskrbeti zaposleni sami, ker večinoma je bilo v preteklosti tako, da so zaposleni na univerzi pripeljali politiko v univerzo. Dobro, nadaljujemo, gospod Turk. Ve se, kaj je prava avtonomija, ne gre toliko za manjšo ali večjo avtonomijo, ampak kaj je prava avtonomija. Prava avtonomija univerze se meri skozi vatle pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela. Tu imajo profesorji, visokošolci, učitelji povsem proste roke. Je pa seveda problem finančne avtonomije oziroma avtonomije. Mi smo le javna univerza, podvržena politiki, podvržena vladi in kot taki seveda moramo na nek način tudi slediti temu, kar nam vlada na nek način predpisuje preko raznih pravilnikov in statutov. Univerza v Mariboru ima svoj statut in na tega prisegamo. Pričakujem pa, da se v bodoče politika ne bo skušala vmešavati v volitve rektorjev, kot je bilo to pred 8 leti, ko sem tudi sam kandidiral. Takrat je bila ta vloga politike precejšnja, bolj izrazita kot sedaj. Zdaj temu na srečo ni tako, vsaj do sedaj temu ni bilo tako. In verjamem, da univerza, če kdo, potem mora ostati politično avtonomna. Finančna avtonomija pa seveda je stvar akademske razprave, ker vse vemo, da smo odvisni od državne jasli in kot javna univerza seveda moramo pač upoštevati in se na nek način ravnati po tem, kar nam država nudi. Dobro. Gospod Samec, kakšno je vaše stališče? Pravzaprav so vas večkrat povezovali z političnimi strankami. Avtonomije imamo na Univerzi v Mariboru, pa tudi na ostalih javnih univerzah veliko. In mislim, da predvsem na raziskovalnem področju, na izobraževalnem, v smislu razvoja študijskih programov, tukaj smo popolnoma avtonomni in to je tista prava avtonomija, za katero se moramo zavzemati. Potem imamo ogromno avtonomije na področju sodelovanja z gospodarstvom, sami izbiramo partnerje, s katerimi bomo sodelovali, sami odločamo, v katerih konzorcijih bomo nastopali, na razpisih in tako naprej, se pravi zelo široka avtonomija. Zagotovo pa ne sme biti avtonomija ali pa izgovor na račun avtonomije neupoštevanje zakonskih določil, ki urejajo visokošolsko izobraževanje, ki urejajo področje delovnopravne zakonodaje. Tukaj smo pa popolnoma jasno odvisni od trenutno relevantne zakonodaje in se ne smemo skrivati za avtonomijo, da bi na kakršenkoli način kršili zakonska določila. Kar se politike tiče, zagotovo, politika ne sodi na univerzo, v nobenem primeru. Če je pa kdo izmed zaposlenih član katerekoli stranke, je pa to njegova osebna zadeva. To pa mislim, da ni politika. Politika je biti aktiven funkcionar v kakšni stranki, nastopati v smislu delovanja organov stranke, kandidira za kakšne politične funkcije, ni pa zagotovo ne politika, saj po mojem prepričanju mnenju, če je katerikoli zaposleni na univerzi član katere stranke. Dobro, ta minuta je tudi potekla. S tem ste pravzaprav zavrnili očitke, če vas prav razumem, ali ste želeli povedati, da pač je to osebna zadeva, ker sem povedala, da so vas povezovali s političnimi strankami. Osebna zadeva, ne boste nadaljevali. Prav. Še bomo govorili o avtonomiji in sicer o pobudi, ki je bila vložena v državni svet. Njeno bistvo pa je, da bi nekako, če zelo nakratko povzamem, torej ideja rektorjev je, pobudnikov, da bi država zgolj dala denar univerzam in da bi bila vodstva univerz potem glede urejanja, vodenja, bi bili pa potem rektorji popolnoma avtonomni. To pomeni, da bi se na tak način želeli tudi izogniti številnim zakonom, med drugim zakonu o zavodih, pa zakonu o delovnih razmerjih, tudi na nek način sistemu plače javnih uslužbencev. Prav danes sindikat ljubljanskemu rektorju predstavlja svoje stališče in pravi, da bodo v primeru vztrajanja pri tej pobudi pač deležni konflikta. Že novembra lani je Univerza na Primorskem plačala zasebnemu pravnemu inštitutu za elaborat ustavne presoje tega dela zakona o visokem šolstvu. Pri elaboratu, ki je stal nekaj čez 20.000 evrov, s 5.000 evri sodelovala tudi Univerza v Mariboru. Kakšno je vaše stališče glede tega, glede te pobude in glede stališča, torej tovrstne avtonomije? Torej, gospod Kačič, vi začenjate. Ja, žal je praksa kulture, dialoga in pa sodelovanja univerz z ministrstvom v zadnjih letih povsem zgrešena.
Jaz sem bil leto in pol član kot ekspertne skupine, ki je imenovala Ministrstvo za MIZŠ, v katerem smo se ravno o teh stvarih pogovarjali. In v tujini je pravzaprav zelo jasno, da je univerza in ministrstvo, ki je financer, tim, ki si prizadeva za izpolnjevanje nacionalnih strateških dokumentov, v tem primeru nacionalnega programa visokega šolstva. Pri nas pa se obnašamo, kot da smo si nasprotniki. In jaz mislim, da ni toliko problem v tej avtonomiji in kaj lahko država, ministrstvo do univerze in kaj ne sme in česa ne sme. Pač pa je predvsem problem v tem, da se ne pogovarjamo o bistvenih stvareh. To pa je, kako zagotoviti ustrezne zakonske okvire, ki bodo omogočali univerzam ustrezno evropsko in svetovno primerljivo delovanje in pa seveda kako upoštevati dejstvo, da je univerza kraj, kjer se ustvarja, da zaposleni ustvarjajo novo znanje, torej neko novo vrednost in kako jih ustrezno tudi temu nagraditi. To so ključne vprašanja in zato se ne strinjam z pobudo, ki je bila podana. Okay. Torej bi lahko na ta način prišlo do neke vrste zlorab, menite, če bi to avtonomijo v taki obliki zagotovili, kot je zamišljeno? Menim, da je to vsem neprimerno. Je pa seveda to dobra priložnost, da se to lahko tudi zgodi. Okay. Gospod Turk? Ja, gre za to, da vidim univerzo kot nek živ organizem, ki ga sestavljajo ne samo rektor in njegova ekipa, ampak vsi zaposleni, vključno sindikati in tudi študenti, jasno. In kot taka ustanova ima univerza svojo moč. In če se univerza dogovori za neko strategijo in jo zagovarja tudi na vodstvo univerze na pristojnih mestih, to predvsem mislim na Rektorsko konferenco Slovenije, ki ima to zadevno največjo težo, potem jaz ne vidim bojazni, da ne bi skupaj z nekimi razumnimi, zdravorazumskimi presojami in argumenti te stvari izposlovali in da bi se od sedaj naprej pogovarjali ne preko mize, ampak skupaj za mizo. Govorim predvsem o sindikatih, ki ste jih omenili kot pobudnike te presoje. Tako da jaz verjamem, da bo bodoče potrebno tudi na tem področju kar nekaj narediti in strinjam se s predhodniki, da je seveda takšna presoja potem v tem kontekstu seveda vprašljiva. Kakšno bo vaše stališče, gospod Samec? Ne podpiram, sem mnenja, da kakršnakoli sprememba zakonodaje na področju visokega šolstva mora biti dosežena z najširšim možnim konsenzom vseh deležnikov, ki jih to tangira. Seveda so to tudi sindikati, imajo svojo vlogo pri tej zadevi, ampak na način, da bi se to poskušalo potem zlorabiti skozi avtonomijo, recimo, preko financiranja, pa zagotovo ni koristno za univerzo. Hvala lepa. Gospod Plotnik. Poglejte, jaz mislim, da so to dosežki demokracije, da lahko vsi deležniki na različne načine presojajo ali pa uveljavljajo določene standarde, ki smo jih dosegli v družbi. Sam bi se vprašal nekaj druga. Zakaj je to potrebno? Zakaj je potrebno na tak način pristopiti k problemu? Tu vidim predvsem problematično zadevo v tem, da država danes pravzaprav z nami ni uskladila točno, kaj je naročila kot javno službo in koliko to stane. Kajti, če bi na tem nivoju prišlo do konsenza, potem bi vse te stvari odpadle, zato ker bi mi bili izvajalec tistega, kar nam je nekdo naročil in bi se presojala samo o kvaliteti tega naročenega, ne pa kako tisto, kar je nekdo plačal, kontrolirati. Ker jaz sem pristaš tega, da se čim manj kontrolira, ampak da se učinki merijo. In mislim, da je tu tisti deficit demokratični, ki ga mi še nismo pokrili. Gospod Kačič, ima repliko na tole? Ta pobuda, ki je bila podana, ni povezano s tem, kar je bilo sedaj rečeno, seveda je pa tudi tisti bistven problem, da moramo opredeliti javno službo in tudi ustrezno vrednotiti. Gospod Plotnik. Morda je vaše mišljenje, da direktno ni. Jaz pa mislim, da je povezano s tem, kajti če pogledamo srž problema, se ravno, tu se pa oba strinjava, pridemo do tega, da država danes pravzaprav, ko ji paše, je hkrati upravljalka univerz, po drugi strani pa financerka in pa kreator vsebin. Tako da tu je en demokratični deficit, ki ste tudi prej sam dobro opazili, da nismo uspeli najti še dialoga med deležniki. Ampak gospod Plotnik, torej
situacija je, kakršna je pravzaprav in glede na to, kar se je zdaj zgodilo, kakšno je torej vaše stališče? Moje stališče je takšno, da rektorska konferenca je le, bom rekel, zbir vseh javnih univerz. A veste, in jaz mislim, da je treba dati to veljavo, da preizkusi določene pobude ali pa zavrnitve določenih zakonov v praksi, ne pa že avtomatsko zadevo prej diskreditirati. Okay, gospod Kačič, replika. Tu ne gre za diskreditacijo, tu gre samo za identifikacijo tistih ključnih problemov in potem za naslovitev oziroma predlog rešitev teh ključnih problemov. In to po mojem mnenju zagotovo ni, vsaj ne v zadnjih letu in pol, koliko sem spoznal in že odprej vedel tudi, kako te stvari tečejo v tujini. Naslednje je zelo kompleksno in malo širše področje, ki se ga bomo lotili, pa so kadri. Zdaj, to bomo obdelali na 3 konkretnih primerih in sicer govorili bomo o vlogi in pomembnosti vloge funkcije glavnega tajnika. Prvi primer, ki se ga bomo spomnili, je afera mobinga in spolnega nadlegovanja, za katero vemo, da je bila povezana s takratnim glavnim tajnikom Teodorjem Lorenčičem. Po zapletih in razpletih je ostal na vodilni funkciji kot vodja službe za odnose z javnostmi. Zdaj, PR vsaj za medije, vsaj za javnost pomeni obraz univerze. Kakšno je vaše stališče do tega, da ta obraz predstavlja gospod Lorenčič in ali bo, če boste rektor, ostal ta obraz, torej ali mu še vedno zaupate in bo ostal na ta način del vaše ekipe? Gospod Samec, mislim, da ta krog odpira. Gospod Turk, izvolite. Ja, v tem primeru je bilo kar veliko izrečenega, v javnosti povedanega. Jaz vseeno mislim, da je vodstvo univerze ravnala pravilno, mogoče z dinamiko, ki ni bila ravno najbolj posrečena. Prepočasi se je lotevala reševanja tega problema. Je pa na koncu komisija, ki so sestavljali ljudje, ki se spoznajo na to, kar je bilo predmet problema, odločila, kot je odločila. Gospod Lorenčič ni več glavni tajnik univerze, to je vseeno kazen, ki je. Torej, kot pravilno štejete to, da je iz glavnega tajnika, torej, ki je zelo pomembna vodilna funkcija na univerzi, bil preseljen pod narekovaji na drugo vodilno funkcijo. To je bilo pravilno. Ne govorimo o pravilnosti, govorimo samo o ukrepu, ki je bil dejansko posredovan. To je dejansko kazen, kakorkoli že bil je degradiran. In tudi komisija je tako dala predlog rektorju univerze v Mariboru. S preglasovanjem sicer, vendar tak predlog je bil posredovan in rektor se je odločil, kot se je odločil. Kako bi se pa vi odločili, če bi danes bili rektor v istem primeru? Predvsem bi se hitrejše lotil reševanja tega problema in verjetno bi potegnil kakšne drugačne konsekvence, vendar temu je bilo tako, zadeva je bila zaključena in vodstvo univerze je pač naredilo, kot je naredilo. Ali je to sedaj najboljša odločitev bila ali ni bila, to je zdaj v bistvu predmet lahko akademske razprave, tudi ne samo. Brez akademske razprave, čisto preprosto vprašanje je, ali mu zaupate. Kot rečeno, kolega Lorenčič več ni glavni tajnik univerze v Mariboru. Razumem, mu zaupate, da ostane na tej funkciji kot del vaše ekipe, kot obraz univerze, ki jo želite voditi? Oddelek za promocijo po mojem ne dela, kot bi moral, zato če bom rektor, se bo zadeva tako spreminjala. Hvala za odgovor. Gospod Samec. Javna podoba univerze je zelo pomembna in mislim, da se mora rektor tega zavedati in z vsemi svojimi močmi prispevati k temu, da je kar se da ugodna in jasna. In seveda tisto, kar je najbolj pomembno, preprečevati, kjer je to možno, nastane konfliktnih situacij, ki bi pripeljale do takih ekscesov, do takih odstopanj. Razumem, ampak zdaj govorimo o konkretnem primeru in konkretni osebi, ki je še vedno tam. O samih okoliščinah tega primera ne morem debatirati, ker jih ne poznam. Sam nisem bil vključen aktivno v reševanje te problematike, ker nisem bil za to pristojen. Tako se je odločil takratni rektor. Kako bi se pa vi odločili? Verjetno bi se odločil drugače. Vekolikor bom pa rektor, bom pa seveda temeljito razmislil, kdo bo kje, na katerem delovnem mestu na rektoratu sedel. Torej, ali bo obraz ali ne bo obraz univerze, ta oseba ostala? Pravim, če bom imel za to priložnost, bom temeljito razmislil, kako in na kakšnem mestu bo izpeljana ta kadrovska sprememba. Hvala. Gospod Oplotnik. Ja, osebno bi rekel, da je zelo pomembno, kako univerza komunicira navzven. In seveda temu primerno kako in tudi s kom se sprašujemo v tem primeru? Seveda, tudi s kom. In v tem primeru menim, da bi oziroma bom ravnal drugače.
Tako da to bi bil moj odgovor. Gotovo pa moramo spoštovati tudi to, da se je takratni rektor tako odločil in da je pravzaprav tudi gospodu Lorenčiču zaupal to funkcijo tudi z pogodbo, ki jo ima. Tako da je treba ravnati tudi tu po zakonu in se z gospodom Lorenčičem pogovoriti. In jaz menim, da vsak tak dialog prinese tudi rezultat, da lahko potem nadaljujemo na univerzi v nekem novem stilu, ki mislim, da je potrebno. Preko tega pogovora in tega dialoga bi torej vi ugotovili, ali dobro opravlja svoje delo, da lahko ostane na funkciji, ali mislim, kar zaupanja verjetno danes že veste, ali imate ali ne. Poglejte, gospod Lorenčič pač v tem trenutku upravlja to funkcijo. Gotovo se bom pa, če bom izvoljen, z njim pogovoril in bomo ugotovili vsi skupaj, ali lahko to vlogo opravlja še naprej. Jo opravlja dobro, po vašem mnenju, to vlogo? Jaz mislim, da bi jo lahko bolje. Hvala za odgovor, gospod Kačič. Prav ta dogajanja, ki ste jih omenili, so bila eno od dveh razlogov, zakaj sem se odločil, da kandidiram. In tudi zato sem v programu kot prvo točko izpostavil, da menim, da je potrebno na univerzi uvesti visoke etične in moralne standarde, ter tudi kulturo dialoga. Sam pričakujem, da bom sodeloval, če bom izvoljen kot rektor, samo s tistimi, ki to vrstno nekako moje zaupanje tudi izkazujejo. Gospod Lorenčič ga ima? Vaše zaupanje v tem trenutku? Vkolikor je prišel to, kar je prišel in vkolikor ste prebrali moj program, potem gotovo veste, da ne. In tudi na nivoju... Sprašujem vas, pred javnostjo. Tako. In to velja tako za glavnega tajnika oziroma tajnico, kot tudi za vse pomočnike tajnikov oziroma pomočnike in pomočnice tajnika oziroma tajnice, torej vse vodstvene strukture pričakujem, da bodo se tako tudi obnašale in tisti, ki se v preteklosti niso tako izkazano obnašali, mojega zaupanja, da bodo imeli. Prav, to je bil prvi izmed 3 primerov, ki jih bomo obdelali, ampak preden obdelamo še 2 bolj aktualna primere, si bomo privoščili oglase, torej ostanite z nami. Oglasi so za nami, kot rečeno, ostajamo pri glavnem tajniku, pri funkciji glavnega tajnika Univerze v Mariboru in sicer se bomo dotaknili še enega primera sedanje glavne tajnice Mirjane Babič. Na zadnje so jo povezovali z afero parkirišča, sicer pa ji poznavalci razmer na univerzi očitajo predvsem izogibanje od prevzemanju odgovornosti, pa tudi pogosto nepripravljenost sprejemati pomembne odločitve, tudi pogoste bolniške odsotnosti, predvsem menda takrat, ko situacija zaradi kakšne zadeve postane malce bolj napeta. Zaradi odsotnosti pa pogosto predaja pooblastila in to prejšnjima glavnima tajnikoma, torej Teodorju Lorenčiču in Mladenu Kraljiču. Afere povezane z Lorenčičem smo omenili, Kraljič pa ni več glavni tajnik prav zaradi lanske afere poskusa nakupa prestižnega Audija. Glavni tajniki so očitno neka simptomatika moralno-etične oporečnosti, kakor pač vidimo v Univerzi v Mariboru. Kako se torej lahko univerza oziroma vodstvo zanese na glavnega tajnika, ki na tak način deluje? In zato nas zanima, kdorkoli od vas bo rektor, ali bo torej sedanjo glavno tajnico Mirjano Babič na funkciji obdržal, podedoval jo zagotovo bo. Ali bo torej gospa tudi del vaše ekipe? Gospod Samec, začenjamo z vami. Ja, zagotovo je vloga in funkcija glavnega tajnika zelo pomembna. Saj pravzaprav predstavlja neke vrste administrativno vodjo, tako na rektoratu, kot tudi v komunikaciji z tajniki fakultet, pravzaprav na administracijo posameznih članic. In to je zelo pomembna funkcija za rektorja in mislim, da mora biti glavni tajnik zelo skrbno zbran z javnim razpisom, zato da je kar se da minimalno obremenjen z kakršnimi koli notranjimi trenji, ki bi morebiti lahko potem eskalirala v razna nesoglasja na nivoju vodenja delovanja celotne univerze. Zdaj, kakršna koli kadrovska zasedba na rektoratu že je, to je zatečeno stanje. Mislim, da bo novi rektor imel priložnost, da si sestavi ekipo tako, ki ji bo zaupal
In prav gotovo bo v tem primeru lahko tudi na nek ustrezen način, seveda ob spoštovanju delovnopravne zakonodaje, razmišljal o spremembi glavne tajnice oziroma tajnikov. Se vidite z gospo Babič konkretno, recimo podedovali jo boste, če boste izvoljeni za rektorja? Če bom izvoljen za funkcijo rektorja, bom temeljito, ker zdaj te priložnosti nisem imel, analiziral njeno delo, poskušal ugotoviti, kje so bile storjene tiste najbolj pomembne napake, pomanjkljivosti in takrat seveda premislil, se z njo temeljito pogovoril, ali je možno to delo za njo nadaljevati ali ne. Hvala lepa, gospod Oplotnik. Ja, kot je že bilo rečeno, položaj glavnega tajnika na univerzi je več kot samo biti tajnik. Je pravzaprav neke vrste strokovni direktor. Je pravzaprav nekdo, ki nadomešča menedžerja v tem sistemu in morda v prihodnosti kdaj se bo res funkcija rektorja razdelila, tako da bomo imeli tudi zakonitega zastopnika, ki bo menedžer in bo vodja, in pa rektorja, ki bo imel bolj protokolarno ali pa neke druge funkcije. Glede tega, ali in kako bo sestavljena ekipa, če bom dobil mandat, bi odgovoril tako. Kot je že bilo rečeno, spoštovati je treba najprej zakonodajo. Delovnopravno zakonodajo je povsem na mestu, da jo spoštujemo. Zato je prav, da se vsak nov rektor, kdorkoli izmed nas bo že, usede z vsemi sodelavci in jih najprej povabi na razgovor, kako in kaj vidijo sebe v vlogi naprej. In če najdemo tu skupen jezik, potem seveda nadaljujemo delo naprej. In mislim, da je tudi del tega, da zagotovimo vsem, da se nikomur ne zgodi pa morda krivica, ker verjemite mi, včasih so tudi stvari, ki so umetno sproducirane in vršijo pritisk na nekoga, ki mora odločati. Zato mislim, da je potrebno se teh sivih con čim bolj izogibati in čim bolj jasno pokazati in pogledati, kakšni so rezultati dela. Kajti pri meni štejejo samo rezultati dela. Zelo konkretno, recimo, prav ko govorimo, se torej vidite z gospo Babič, ne nazadnje spet govorimo o tem, da prav sedanja glavna tajnica predaja pooblastila dvema bivšima glavnima tajnikoma, pa ste omenili prej, recimo, da je gospod Lorenčič bil degradiran, ampak vsakeč, ko prejme znova pooblastila, na nek način ni degradiran. Vsaj v zadnjih mesecih, ko mi vodimo, ko smo zastopniki univerze, se ne spomnim, da bi gospod Lorenčič dobil pooblastilo na mesto, če je bila odsotna. Večinoma so to drugi pomočniki glavnih tajnice, ne pa gospod Lorenčič. Se vidite vi konkretno? Poglejte, v tem trenutku je ona glavna tajnica. Če bomo našli skupen jezik tudi v novem mandatu, bo seveda stvar temeljitega razgovora in pregleda dela, kajti jaz mislim, da mora rektorat delovati tekoče in brez zaustavljanj. Pregleda še torej nimate? Pregleda bodočega dela. Trenutno delo je pač takšno, kot je, in je tudi situaciji primerno, glede na to, da smo predčasno končali mandat enega rektorja in da trenutno zastopajo oziroma zastopamo univerzo vsi prorektorji. Pomeni, da je neka situacija, ki ni normalna in tudi nek presek stanja težko naredimo pred tem. Hvala lepa. Gospod Kačič. Dogajanje, ki ste ga opisal in se je dogajalo na rektoratu, znam zgolj iz medijev, večinoma tudi iz vašega medija, tako da bi o tem težko sodil. Dejstvo pa je, da je glavni tajnik oziroma glavna tajnica del vodstvene ekipe, ki ima za nalogo usklajevati delo tako na rektoratu, kot tudi komunicirati z strokovnimi službami na fakultetah in seveda tudi navzven do ministrstva, in ima to zelo pomembno in odgovorno nalogo. Zato je zelo pomembno, da ji rektor zaupa in da verjame, da bo sposobna ali pa sposoben vsega tistega, kar od nje pričakuje. Seveda je potrebno upoštevati delovnopravno zakonodajo in ne preko tega. Vendar pa, ker je bilo vprašanje konkretno zastavljeno, sam bi ta trenutek težko sodil, ali je trenutna glavna tajnica primerna ali ne. Zagotovo je potreben dogovor. Po tem, kar sem do sedaj sledil in kar sem tudi do sedaj slišal, pa
verjamem, da bi ustrezen dogovor dosegli in našli za njo ustrezno mesto znotraj univerze. Gospod Kačič, vi ste trenutno edini, pravzaprav, ki ne predstavljate ekipe vodstva, torej ekipe prorektorjev, o katerih je govoril gospod Oplotnik, ne? Kako doživljate recimo to delo, ko spremljate na rektoratu, vse ne spremljate samo medijev, vse verjetno ima delo rektorata posledico tudi na članicah, kjer vi nazadnje delate. Kaj doživljate, kako ocenjujete to delo in odnose in zaupanje? Ja, te informacije, ki jih vi objavljate v medijih, oziroma ki jih pač novinarji objavljajo v medijih, so vseeno notranje informacije, ki se dogajajo v tem primeru konkretnem na rektoratu in do katerih mi, ki smo na članicah, nimamo takšnega dostopa, da bi jih lahko zaznali. Seveda, spremljamo dogajanje, vendar večinoma v kontekstu izvajanja izobraževalnega in raziskovalnega dela, pa pol preko e-novic, torej tistih običajnih sredstev obveščanja, kjer pa take informacije niso objavljene. Gospod Turk? Enako vprašanje, domnevam, kaj? Ja, govorimo se. Torej, nobena skrivnost ni, da je glavna tajnica oziroma glavni tajnik univerze ampak ključna oseba na univerzi. Res, da je rektor akademijska starešina, da prorektorji pač pokrivajo svoje resorje. Glavni tajnik pa je strokovni vodja služb in predvsem tudi neke vrste menedžer. Torej, jaz bi si želel mogoče razmišljati kasneje, koliko bo to priložnost, da bi se na nek način pristopilo k mogoče tudi novi funkciji direktorja na univerzi. Ampak to je zdaj v trenutku ni stvar razprave. Tudi nobena skrivnost ni, da jaz glavno tajnico dobro poznam, cenim njeno delo, marljiva, lojalna. Po drugi strani je pa res, da jaz želim od ljudi imeti res ob sebi, torej ljudi, ki so zelo, zelo sposobni in ki imajo ideje naprej, ki me dejansko tudi mene motivirajo. Ko sem postal dekan leta 2003, sem po 2-3 mesecih se usedel skupaj z takratnim direktorjem posestva in smo se dogovorili, da ostane na fakulteti, dobil je drugo mesto, vendar ker pač ni ustrezal mojim pričakovanim kriterijem, sem poiskal novo osebo na tem področju, postal novi direktor, ki je vsem izpolnil moje pričakovanja. In kaj se je zgodilo? Ta direktor, ki je bil imenovan z moje strani post festum, sedaj več ni na fakulteti zaposlen, ta bivši direktor pa še vedno je zaposlen na tem delovnem mestu. Kaj hočem povedati? Tudi človek, ki v meni, ki ga nisem videl kot vodjo, kot direktorja, sem vseeno ga podržal v službi, dal sem mu primerno mesto in ga zaščitil pred vsemi možnimi tudi negativnimi silnicami, ki so bili usmerjeni v njega. Tako da to zadevno se bom tudi verjetno zelo pogovoril z gospod Babičevo, kar zelo cenim. Jo torej vidite, minuta je mimo, jo torej vidite kot del ekipe? Kot del ekipe zagotovo. Kot glavni tajnik o tem se bomo pogovorili. Ok, hvala lepa. Še ostajamo pri kadrih. Zanima me vaše mnenje. Kakšno moralno-etično sporočilo je dala univerza javnosti s tem, ko fakulteto za turizem vodi nedavno že drugič pogojno obsojeni Boštjan Brumen, torej danes dekan, sicer pa nekdanji glavni tajnik, funkcijo glavnega tajnika smo že obdelali. Glavni tajnik je bil v času rektorja Ivana Rozmana in v to primernost pravzaprav ohranjanja na funkciji dekana zaradi omenjenih obsodb dvomi tudi nekdanji rektor in častni senator Univerze v Mariboru Alojz Križman. V tem kontekstu je izpostavil vprašanje, bom citirala, kako je možno, da je nekdo imenovan za dekana fakultete in še vedno opravlja to funkcijo. Torej, nas zanimajo vaša konkretna stališča glede opravljanja funkcije, primernosti tega. Gospod Oplotnik, ta krog vi začenjate. Ja. Najprej bi rad poudaril, da si ne bi želel, da bi na univerzi ali na katerikoli inštituciji model pritiska takšnih ali drugačnih interesnih skupin bil tisti, ki bi krojil kadre in pa položaj dekanov, prorektorjev, tajnikov in tako naprej. Jaz mislim, da tu moramo spoštovati zakonodajo. Profesor Brumen... Ampak vsaj v zakonodaji se pogovarjamo, ne? To je bil kazenski postopek. Poglejte, mi v statutu imamo jasno določeno, na kakšen način se imenujejo in razrešujejo dekani. In če sledite temu postopku, morate vedeti, da je ta postopek takšen, da lahko dekan da sam odstopno izjavo, in v tem primeru je razrešen takoj, ali pa mora storiti dejanje, ki je pravnomočno, da lahko steče postopek za njegovo odstavitev. V tem trenutku sem kot poslovodeči dobil odstopno izjavo kolega Brumna, ampak
v trenutku, ko bo njegovo dejanje postalo tudi pravnomočno. In to mislim, da moramo upoštevati, ker drugače tudi ni podlag. Spomnimo se, kako smo se pravzaprav lotevali tudi primera enega dekana druge članice. In tudi tam, verjemite mi, ker ni bilo podlage v statutu za neko takojšnjo odstavitev, tudi če bi gledali moralno, etično in tako naprej, smo morali postopke speljati tako, da tudi na sodišču kasneje zdržijo, ne glede na to, kaj bi si mi želeli ali pa kar bi si mogoče določene interesne skupine želele. Ker verjemite mi, dejanje lahko pogledate z ene ali z druge strani in verjemite mi, ne bi si želel lova na čarovnice in modela, ki bi potem tudi dekanom pravzaprav ulil eno kapljico strahu, da če ne bodo všečni, da bodo odstavljeni. Ne govoriva o všečnosti, takole bom vprašala, če bi vi zdaj kot kandidat recimo bili obsojeni v podobnem primeru ali pa nepodobnem primeru, ali bi odstopili od kandidature ali bi se odpovedali funkciji rektorja? Seveda, seveda. Če bi proti meni, tako bom rekel, če bi tekla kazenska ovadba oziroma če bi bil obtožen in bi bila obtožnica pravnomočna, gotovo ne bi kandidiral. Če pa bi bil na funkciji in bi prišlo do tega, bi tudi sam ponudil odstop. Ne bi pa mogel pričakovati, da bi svojim vodstvenim kadrom že vnaprej rekel, kaj morajo storiti, ne da bi bili tudi pravnomočno obsojeni. Ampak moralno-etično sporočilo je tudi to, da mogoče vodstvo pač pa koga pozove k odstopu, ampak v redu, vaša minuta je že potekla, tako da gospod Kačič. O morali in etiki smo veliko že danes govorili in prav tu je ključen problem. Torej ne samo morala in etika na univerzi, ampak morala in etika v družbi nasploh. Tukaj se strinjam, je treba na eni strani ločiti pričakovanja družbe o tem, kako mora univerza delovati, na kakšni morajo biti odnosi in tu zagotovo je univerza padla na izpitu. Drugo pa je, ali bi moral sedaj nekdo odstopiti zaradi tega, ker še ni bil pravnomočno obsojen. Jaz mislim, da je z moralno-etičnega stališča seveda lahko vprašljivo, ampak to je na čisto osebnem nivoju in stvar osebne odločitve, to se ne bi spuščal. Dejstvo pa je, da v tistem trenutku, ko bo sodba postala pravnomočna, pa so stvari jasne. Dokler pa temu ni tako, je pa to žal madež na Univerzi v Mariboru in zato je toliko pomembno, da vnaprej vzpostavimo razmere, da se to več ne bo zgodilo. Bom postavila podobno vprašanje kot prej gospodu Odplotniku, če bi vi bili v taki situaciji, torej če bi bili obsojeni, ampak ta sodba ne bi bila še pravnomočna, ali bi umaknili kandidaturo ali pa odstopili z mesta rektorja, če bi bili recimo izvoljeni? Zagotovo ne bi kandidiral. Torej, če bi bila obtožba pravnomočna, ne bi kandidiral. Če bi bil že na položaju, bi zagotovo odstopil. Prav. Gospod Turk? Ja, ta primer seveda smo obravnavali na enem izmed kolegijev rektorja, ko je bil še rektor profesor Tičar in zelo jasno je povedal, da je dekan Brumen obljubil njemu, da če bo postala sodba pravnomočna, bo takoj in ne mudoma odstopil. Govorimo o ustni obljubi ali pisni zavezi? Obljuba, ki je seveda, če nekomu nekaj obljubiš, to je tudi zaveza, kar se mene tiče. Ampak pisna pa ustna ni enako. To ne obljubil meni, ampak je obljubil bivšemu rektorju in jaz verjamem sporočilu, ki ga je dal rektor vsem nam vodstvu univerze, sem prorektorjem. Je pa seveda nekaj drugega, govorimo o nekih moralno-etičnih vidikih, tu se z vami lahko strinjam. Vprašanje res osebne odločitve. Jaz zagotovo ne bi kandidiral, če bi bil na položaju omenjenega dekana. Vkolikor pa bi bil že na funkciji, ali to dekana ali rektorja, pa bi seveda, nakljub temu, da sodba ne bila pravnomočna, seveda zelo resno razmišljal, da ponudim odstop nemudoma. Zelo resno, torej? Torej, absolutno. Da ali ne? Da. Hvala. Gospod Samec? Etičnih standardov ne moremo kar tako predpisati. Etika je stvar osebnosti. In tukaj je od posameznika odvisno, kako v določenih primerih ravna. In zame je zagotovo dejstvo, da sta to v bistveno drugačnih vlogah recimo predstavnik delodajalec in pa zaposleni. In zaposleni na osnovi svoje etične drže lahko v takih primerih odstopi ali kakorkoli drugače ravna,
Nekoliko težja situacija je pa to za delodajalca, ki mora spoštovati delovnopravno zakonodajo in pa razloge, na osnovi katerih bi nekoga pozval k odstopu oziroma ga razrešil. Kadarkoli postanejo take okoliščine takšne, da je taka sodba pravnomočna, mislim, da ni popolnoma nobenega pomisleka v tej smeri, da zame noben funkcionar na univerzi, ki je pravnomočno obsojen, ostane na svoji funkciji. Trenutek, gospod Oplotnik? Ne, želel sem še nekaj dodati. Poglejte, kadarkoli prevzemate odgovorne funkcije, ki za sabo nosijo pomembne odločitve, morate vedeti, da slej kot prej se bo lahko takšna odločitev tudi tehtala, tudi skozi kakšno ovadbo ali obtožbo. In verjemite mi, da če bi bil signal, da se takšne odločitve postavljajo vedno pod vprašaj odstopa ali ne odstopa morale in etike, potem bi bilo veliko težje se odločati na teh položajih, to pa lahko ohromi inštitucijo in tu moramo biti pazljivi, ker potem ljudje si ne upajo več odločati, kar je pa še slabše, kot če se morda v nekem položaju odločajo slabše. Ne rečem pa, da se morajo odločati nezakonito. To pa ne podpiram. Dve podvprašanji za vas. Prvo je, gospod Brumen ima dva takšna primera, torej ne gre za prvi primer, naslednje pa na kak način bi torej ohromilo to institucijo? Ali hočete povedati, da je toliko takšnih primerov na univerzi? Poglejte, vi se dnevno srečujete z odločitvami, ko podpisujete dokumente. A ne? Podpisujete dokumente, ki so vam jih tudi pripravile strokovne službe. Podpisujete dokumente, ki jih pravzaprav fizično ne morete prebrati. A ne? In morate zaupati nekaterim parafam, nekaterim, bom rekel, informacijam, ki jih imate. In se mogoče čez leta pokažejo te informacije ali pa parafe ali pa odločitve napačne. Govorim o tem, da če se bojite odločati, boste ohromili univerzo. In to je pa, ali pa drugo inštitucijo. In to je slabo. Morate pa seveda vedno skrbeti, da ravnate po največji možni skrbnosti glede na svoje znanje in sposobnosti. Še replika gospoda Kačiča, potem pa se vračamo k vam, ker smo vam vzeli besedo. Ravno zato je pomembno, da je rektor tisti, ki izbere ustrezen tim, ki mu zaupa in da bo v tem v nobenem primeru to vrstne odločitve niso problem. Gospod Samec? Sej, sem pravzaprav povedal to, kar sem mislil. Bomo nadaljevali z naslednjim vprašanjem, ki je pravzaprav povezano na ta način in sicer takole bom rekla, ne govorite radi o tem ali pa ne govorite podrobno in konkretno doslej še niste o svoji ekipi. Tokrat sicer, gospod Kačič, vi začenjate ta krog pa zelo direktno. Če bi vi bili rektor, to velja za vse 4 kandidate, ali bi v svojo ekipo povabili koga od preostalih 3 kandidatov? Torej, tukaj imamo zdaj eno situacijo, ki ni običajna, v smislu, da je pač rektor predčasno končal, prorektorji so obdržali mandat in nekako uradno imajo svoj mandat še dobro leto in pol. Seveda pa jaz menim, da je rektor voljena funkcija, torej rektor ima na nek način iz tega naslova tudi možnost sestaviti svojo ekipo. Se samo da ali ne bo dovolj, ker to je v bistvu pod vprašanje, da najemljamo. Okay, dobro, ne. Gospod Turk? Ja, gotovo je tukaj treba spoštovati pravilni institut Univerze v Mariboru, rektorji so bili Vprašanje je, ali boste koga izmed preostalih 3 kandidatov povabili v ekipo? Da ali ne? Da vam odgovorim. In to zadevno seveda, če bom rektor, bom absolutno v tem letu dni, imamo še leto dni mandata, do 1. julija 2019, se pogovoril z vsemi prorektorji in oba omenjena protikandidata absolutno sta del moje ekipe. Torej odgovor je da. V tem letu dni absolutno. Gospod Samec? Jaz ocenjujem delo ostalih kolegov projektorjev zelo uspešno, zelo učinkovito, zato če bi bil rektor, bi zagotovo jih rad imel v ekipi naprej. V primeru, da bi to bilo možno, bi pa povabil še profesora Kačiča, ker je zelo, zelo sposoben. To je dokazal že tudi v prejšnjem mandatu, ko je bil projektor. Gospod Kačič, ima še repliko, da hitro nadaljujemo? Se bi mu zelo lepo zahvalil, ampak ne bi sprejel. Gospod Oplotnik, bi povabili da ali ne? Da. Hvala, to je to. Malo se bomo dotaknili še odnosa univerze in sindikata. Vemo, da je predvsem prejšnje vodstvo, še posebej rektor Igor Tičar, večkrat celo na sodišču nekako zaoral s predstavniki Visokošolskega sindikata Slovenije. In tudi sicer se je zdelo nekako, da je sindikat vodstvu Alme Mater na nek način odvečno breme. Kako
boste, če boste izvoljeni v funkcijo, spremenili dialog oziroma sodelovanje s sindikatom. Začenja gospod Turk. Absolutno bo ena izmed mojih prvih nalog oziroma sestankov, ki jih bi imel, ko bi nastopil funkcijo rektorja, da se usedemo skupaj s vsemi 3 sindikati. Tako VSS-ja kot SVIZ-a, kot tudi knjižnice, ker ne vidim drugače, kot da vsi skupaj zastavimo pot, ki je takšna, da bo Univerzi v Mariboru prihranjena marsikatera aferica, ker do sedaj jih je bilo kar nekaj že, pa ne samo v prejšnjem mandatu, tudi vseh teh letih. In verjamem, da je samo na ta način potrebno na nek način neutralizirati, omiliti, koliko se tole da te negativne silnice in absolutno gojiti kulturo dialoga. Ena izmed mojih načel je, da akademski dialog in tudi kultura dialoga kot takega bomo razvijali na Univerzi v Mariboru. Jaz verjamem, da ne glede na to, kdo bo novi rektor, se bo tega držal, moral bi se. In jaz vidim sindikate kot pomoč, ne pa kot nasprotnike. Ko sem postal... Hvala lepa. Gospod Samec. Meni se zdi delo visokošolskega sindikata, pa tudi ostalega, predvsem visokošolskega sindikata na Univerzi v Mariboru zelo pomembno. Visokošolski sindikat je bistveno bolj aktiven kot SVIZ in mislim, da so za svojo dejavnostjo veliko prispevali k reševanju marsikaterih problemov, ki so se nakopičili, predvsem v preteklosti, ko je recimo šlo za neplačevanje pedagoške nadobveze, ko je šlo za določene probleme in težave pri napredovanju in tako naprej. Tako da v vseh tistih postopkih, kjer so sindikati stranka v postopku, zagotovo prisluhniti njihovim pobudam, njihovim predlogom, ker so zelo konstruktivni in mislim, da kadarkoli bo za to priložnost, je potrebno sindikatu. Priložnost je že bila, recimo, nekako se je zdela predvsem vloga vas, 3 prorektorjev v obdobju rektorja Igorja Tičarja, ko je bil ta nekako, če lahko rečem, konflikt s sindikati, ste bili dokaj pasivni, vsaj videti je bilo tako. Jaz se s tem ne bi strinjal. Jaz se s to oceno ne strinjam. Jaz sem bil tudi v tem času, kadarkoli je bilo za to dana kakršnakoli priložnost v kontaktu tudi z sindikatom, tako da ne morem sprejeti tega očitka. Je pa res, da rektor je tisti, ki je vodja, rektor je tisti, ki presoja, kdaj, do katere mere sodeluje z ostalimi deležniki na področju odločanja v okviru delovanja univerze in sigurno takrat prorektor ne more preseči recimo odločitve rektorja. Hvala lepa. Gospod Plotnik, odnos s sindikatom. Sem človek dialoga. Mislim, da sem tudi dokazal, tudi pri delu z sindikati, da sem zaupanja vreden partner, ne bežim od problemov in že takoj prve mesece po nastopu moje prorektorske funkcije smo rešili marsikakšen problem, ki se je nakopičil skozi leta in zaradi česar so morali sindikati tudi poiskati pravico na sodišču. In menim, da je potrebno vse odločitve, o katerih sem tudi prej govoril, predhodno skomunicirati z deležniki in sindikati so pomemben deležnik univerze in na ta način lahko vsi skupaj prihranimo univerzi veliko denarja, pa tudi veliko nezadovoljstva zaposlenih, kateremu smo bili priča v zadnjih letih, ravno zaradi teh zadev, o katerih je govoril tudi kolega Samec. Gospod Kačič, in še vaše mnenje, odnos univerze s sindikatom, kakšen bo v vašem mandatu, če ga dobite? Ključno zame je dialog z vsemi deležniki in sindikati zagotovo en enih ključnih deležnikov. In sam bi si želel, tako rahlo utopično, da bi bili sindikati na Univerzi v Mariboru brez dela, kar pomeni, da problemov na tem, za katere se oni zavzemajo, ne bi bilo. Ampak seveda, to je utopija. Mislim pa, da lahko skupaj z njimi, in to izkušnjo sem v zadnjem letu in pol že večkrat tudi delil, sicer smo imeli različna mnenja, ampak mislim, da so se vedno bolj zbliževala, da torej lahko skupaj dosežemo tisto, kar bo pomenilo uresničevanje vseh obveznosti zakonskih, ki jih ima univerza do zaposlenih, kar je res v preteklosti, se je potem izkazalo, ni bilo tako, ampak zopet bilo je zaradi tega, ker so bili zakonski okviri takšni, ki smo jih pač morali izpolnjevati.
ker pa so bili pozneje sodno razveljavljeni, je pa seveda to povsem druga zgodba in se je bilo potrebno v tistem trenutku odzvati in žal nekoliko dolgo je trajalo, ampak vseeno univerza se je odzvala in te stvari uredila. Tako da ja, absolutno z skupnimi močmi zagotoviti optimalne pogoje za naše delo. Hvala vam. Čisto za konec, da ne bomo samo o negativnih stvarih, še geslo zdrav duh v zdravem telesu. Vemo, da se je v zadnjem času veliko že pogovarjalo o športu na univerzi. Konkretno pa me zanima, ali podpirate to pravzaprav novelo zakona o visokem šolstvu v tistem delu, ki se dotika redne športne vzgoje vsaj v prvih letnikih v višješolskih in visokošolskih izobraževalnih ustanovah. Torej vemo, da je to vprašanje podprlo že prejšnje vodstvo, ampak se do danes nič ni spremenilo, torej zdaj ste tukaj spet kandidati, boste to podprli ali ne, zelo na kratko? No. Začenjam jaz. Zagotovo bi to podprl, če bi bil rektor. Mislim, da je v športni aktivnosti veliko pozitivnega za mlade ljudi. Menim, da se študenti premalo ukvarjajo z športom, ki je zelo koristen tudi za revitalizacijo celotnega organizma, da temu tako rečem, in zagotovo bi podprl to pobudo in verjamem, da bo to tudi doseženo. Gospod Brodnik? Ja, gotovo. Poglejte, že naša univerza si dovoli, da nosi tudi pečat našega olimpijca Leona Štuklja. Tudi Univerzitetni športni center Leon Štukelj nekaj pove. Mislim, da je potrebno zagotoviti še več infrastrukture in pa seveda tudi integrirati šport še bolj v programe. Bi pa si dovolil, da bi se to zgodilo preko možnosti izbire. Kajti konec koncev, jaz mislim, da to je nezaobvezno. Tako, jaz moram priznati, da nisem pristaš prisile, sploh na tem nivoju, ampak vzgledov. In sam sem maratonec, tečem, kolesarim, morda se kdaj pridružim akciji, da se skupaj z študenti podamo na kakšen športni podvig. Gospod Kačič? Šport je zelo pomemben element v času študija, se vemo, da pravzaprav krepi telo in duha in v tem kontekstu je zagotovo koristen. Sam sem tudi v programu zapisal, da je to en od ciljev, da torej umestimo in vrnemo šport nazaj v študijski program, zato tudi to novelo podpiram. Bi pa pri tem veljalo omeniti, da pa je seveda pri tem potrebno zagotoviti tudi ustrezne finančne okvire in najti rešitev, da bo to vrstna dejavnost ponovno zaživela tako, kot je treba in torej tudi z rešenim finančnim vprašanjem. Gospod Turk? Zagotovo je podprl to novelo, pri čemer bi tudi se osredotočil na razvoj objektov, športnih objektov, športne infrastrukture. Torej Maribor ni samo univerzitetno mesto, ampak tudi mesto športa in to zadevno mislim, da Univerza Maribor je tista, ki bi temu sloganu morala slediti in kolikor mi bodo dana možnost in zaupanje, sem potrudil, da bo šport ena izmed prvinskih značilnosti te naše univerze, alma mater, na katero smo vsi lahko ponosni. Tako volitve kot tudi v športu je veliko tekme, za nocoj je ta tekma končana. Hvala vsem, da ste se vzeli čas. In vse dobro vam želimo. Hvala lepa. Odločali pa boste vi, ki volite, vsi, ki ste zaposleni na univerzi, vsi pedagoški, nepedagoški delavci in vsi študentje. Prvi krog je torej 5. junija. Za nocoj pa je to vse. Nasvidenje.